pozdravljeni. No, danes bomo pa govorili o športanju, o hujšanju in o sladkorni bolezni, oziroma niti ne toliko o sladkorni bolezni kot to, kako zmanjšati željo po cukru. Ogromno ljudi, sploh na polju vidim, ko se zaženejo in tečejo, tako da se meni smilijo, srečem pa ljuba duša, da je za začetek začni hoditi, ne teči. Pojdi na kolo, začni nekaj delati, da spraviš pač telo v umiganje in ne takoj začeti pač teči. To je ta prva zadeva. Dnevno 20-minutni sprehod bo čisto zadost in toliko, da lahko zraven še govoriš. Se pravi, je treba iti na sprehod, mogoče majčkeno se zadihati, kakor greš tako, da dušo uloviš zraven, kuriš dejansko mišično maso, ne pa maščobe. No, to je zdaj prvi nasvet. Treba iti ven vsak dan in se nadihati svežega zraka. Ko prideš nazaj, pa potrebno jesti. Ker pogosto vidim ljudi, ki rečejo, joj, pa nič ne jem, pa minimalno jem. Zvečer je treba jesti beljakovine pa zelenjavo, zato da se ustavi nepopisna lakota. No in zdaj pomlad so seveda borovnice, bojo vsak čas. Jagode so, sadje. In več kot pojemo sadja, bolj se sprošča lakota. Zato je toliko pomemben, da pač, če že jemo recimo jagode ali pa borovnice, da zraven nekaj od jogurta, skute, v glavnem morajo biti zraven beljakovine. Zdaj pa glede na to, da sem v gozdu, je pa tukaj krasna zadeva in to je mlado borovničevo listje. In prav mlado borovničevo listje je za nabirati, preden začnejo borovnice se barvati. No in zakaj je to toliko pomembno? Borovničevo listje vpliva na delovanje trebušne slinavke. Trebušna slinavka je pa tista, ki če nam slabše deluje, imamo nepopisno željo po sladkem. Pač enostavno ne moreš nehati jesti cukor. Iz teh mladih borovničevih listov skuhate čaj in pijete čaj. Čaj pomaga, se pravi, trebušni slinavki, hkrati deluje na razstrupljanje, deluje na to, da se vam zmanjša želja po cukru in pomaga seveda tudi pri zdravem hujšanju, ker spodbuja razstrupljanje telesa. Tako da imate kup takih dobrih stvari nekje v bližini doma, ker lejte, Slovenija je čisto ena velika vas in imamo res gozda na pretek. In čez dober mesec bojo borovnice zrele, ja, takrat pa potem nabirati borovnice, zato ker borovnice same po sebi imajo nizek glikemični indeks. Glikemični indeks imajo samo okrog 10 in poleg tega pa ne delujejo samo na uravnavanje sladkorja v krvi, ampak delujejo na obnovo oči in za tiste, ki vas pečejo oči, dajte začeti na dnevni bazi uporabljati borovnice. Lahko tudi zmrznjene, pa jih date v smuti ali pa jih pojeste kot zdravo sladico. To je bil prvi nasvet, zdaj pa gremo na drugi nasvet glede zdravega hujšanja. Eno stvar, kar moramo razumeti, da kar pojemo je dober, kar naredimo z miganjem je dober, ampak dejstvo pa je, da naši možgani, če sebe predstavljamo že v idealni teži, se cel proces dejansko pospeši. Zadnjič v enem videu sem govorila, da lahko korakamo proti svoji svetli bodočnosti. V bistvu se lahko tudi vozimo proti svetli bodočnosti, ko smo v avtomobilu, pa si predstavljaš tiste srečne trenutke, da se pelješ v svojo novo službo, da se pelješ k svojemu idealnemu partnerju, da se pelješ k svoji srečni družini. No in predvsem, ko greste z namenom, recimo v gozd, da bi naredili nekaj za sebe, lahko zavestno korakate proti svojemu zdravju. In si sebe predstavljate, kako ste zmerom bolj vitki, lahkotni, zdravi, kako vaša pljuča sprejemajo maksimalno količino zraka, kako vaši možgani maksimalno delujejo. In dobesedno to je meditacija med hojo, ker zdaj berem knjigo Postanite brezmejni od Joe Dispenza in zanimiva mi je razlaga, raziskava, ko razlaga, da udeleženci raziskave samo s tem, da so si predstavljali, kako trenirajo svoje mišice, se jim je v 3 tednih za 10% povečala mišična moč. Pomislite, niso telovadili, niso migali, pa se jim je povečala mišična moč. In to pomeni, da dejansko naš ustvarja določene zadeve, ustvarja bolezen, ustvarja zdravje, ustvarja
prekomerno težo in ustvarja vitko telo. In ko vi greste v naravo z namenom, da se spravite v red, da postanete bolj vitki, bolj vitalni, dajte si sebe predstavljati, kot da ste že tam. Ker s tem boste pospešili cel proces. Lejte, če ga samo za 10% pomislite, če imate 10 kg za shujšati, 10%, 1 kila bo šla samo s tem, ko sebe vidite v idealni teži, z dobrim počutjem. Kar pomislite, koliko morate športati za 1 kilo, kar precej. Zdaj, to je drugi nasvet. In zdaj, če gremo naprej, pri zdravem hujšanju je pa naslednja zadeva pomembna, da razumemo, da naše telo je celostno. Celostno, da potrebujemo gibanje, potrebujemo hrano, potrebujemo pozitivno razmišljanje in naslednja stvar, kar pa potrebujemo pri vsem skupaj, je pa spanje. In dajte se naspati. Dajte svojemu telesu priložnost, da se naspi, da se spočije. Vsaka dodatna ura, ki jo prespite, pomeni manj kilogramov. To je dobesedno hujšanje v spanju in če razumete, da te procesi obnove delujejo prav med spanjem. Poglejte, med spanjem se proizvajata dva ključna hormona in en je hormon DHEA, ki topi maščobo na trebuhu, in drugi je hormon, ki vpliva na rastni hormon, ki se proizvaja v možganih. Rastni hormon vas pomladi, obnovi, imate bolj gibljive sklepe, medtem ko hormon DHEA pa ravno tako deluje na obnovo, ampak deluje celo na pomlajevanje kosti, na topljenje maščobe in to se dogaja samo med spanjem. Zato zvečer, gledajte, kar nujno potrebuje vaše telo, je 1 gram omega-3 maščobne kisline. Druga stvar, potrebujete dober vir beljakovin, recimo dober nasvet za večerjo, dajte jesti zvečer pršut, pa olive, kakšen košček sira, pa ne pretiravati sirom, in nič kruha, razen če si pečete beljakovinski kruh iz ajde in jogurta. V tem primeru pa lahko pojeste tudi košček kruha. In to je odlična večerja za izdelavo vseh vaših hormonov, ki vas obnavljajo, pomlajujejo in vplivajo na to, da ste v svojem telesu vedno bolj vitalni. In dejansko številke, datum rojstva, ko ste se vi rodili, je samo številka, pa čist nič drugega, ker vi se lahko v svoji koži res počutite mladostni, vitalni in zdravi. Tako da, imejte se radi, naredite vsak dan nekaj za sebe in predvsem, ko se naučimo ljubezni do sebe, potem se vse ostalo zgodi.